Okay, v razstavi Trivial Pursuit ustvarjaš fiktivne svetove, ki so polni simbolike, digitalnih elementov in post-internet estetike. Kdaj te je ta svet pritegnil? Kako si ga začel vpeljevati v svojo umetnost? Je dobro vprašanje. Zdi se mi, da že od malega sem nekako bil zaobjet z neko tako estetiko, mogoče na začetku ne skozi internet, ampak mogoče skozi kakšne risanke ali pa skozi kakšne igrače, in vedno me je fascinirali, so me neke bolj radikalne vizualne elementi pač nekih estetik. No. Recimo mogoče kakšne Pokémon karte so mi vedno bile zanimive, kot pač neki umetniška dela na koncu, pač ilustracije so me inspirirale bolj kot nek ta kič nekih teh zadev. No. Tako da so me tudi bolj inspirirale neke bolj obskurne zadeve, ne vem, ja, vedno so me zanimale tudi videoigre, pa mogoče je tudi imel moj oče neko zanimiv odnos do interneta, pa sem dosti kar hitro prišel v kontakt z računalnikom. No. Ja. Pa imaš kak najljubši element, da ti je da ga rad vedno uporabiš? Kot neko referenco? Ja. Ne, jaz mislim, da ne delujem tako, da vedno so moje umetniška dela ali pa moje razstave ali pa grafike so vedno neka kombinacija, nek kolaž celega mojega razmišljanja. Ni tako, da se referiram na neko stvar v mladosti ali kaj takega. No. Vedno iščem neko novo inspiracijo. Mogoče pa če prejšnji teden nekaj novega videl, nek film, karkoli, pa kako knjigo, pa potem to najverjetneje bolj podzavestno vpeljem v moje delo. Pa pri svojem delu uporabljaš tudi elemente iz popularne kulture, videoiger, raziskuješ teme, kot so temna stran interneta, tribalizem in še več. Kako izbiraš, kateri motivi bodo postali del tvojih umetniških del, kako se uvrstijo v bistvu tvoj izbor? Ja, to je tudi dobro vprašanje. Ta motivika dostikrat izhaja, kot sem že rekel, iz neke moje osebne mitologije, ampak tudi se trudim razmišljati skozi neko sodobno teorijo oblikovanja, še posebej spekulativno oblikovanje in tudi kako teorijo, filozofijo internetne umetnosti, pa postdigitalne umetnosti in na nek način potem dekonstruiram razne elemente interneta, razne elemente sodobne kulture in zaradi tega potem nastanejo neki specifični motivi, ki se navezujejo na razne, lahko rečemo, potem vizualno-teoretske elemente. A pa vpliva mogoče dogajanje, kdaj katere motive uporabiš? Ja, absolutno. No, jaz mislim, da tudi sodobno globalno dogajanje lahko vpliva na to. No, tudi če se mogoče jaz direktno ne navezujem na neko politične situacije v mojem delu, se mogoče ne direktno ali pa kdaj bolj direktno. No. Mogoče naslednja razstava, ko bom imel, ki sem imel testni portal, se bo mogoče malo bolj navezovala na neke paralelne realnosti v našemu svetu in bo nekako dekonstruirala na bolj direktni način stvari. Tudi ta razstava Trivial Pursuit ima te nalepkice, na katerem so mimi in ti mimi so neka refleksija mogoče trenutne situacije, tudi neke prekarnosti umetniškega delavca, pa mogoče tudi nasplošno nekega delavstva izven umetniške smere. Tvoje instalacije pogosto zahtevajo od obiskovalca interakcijo in raziskovanje. Kako ti ta element igre pomaga pri pripovedovanju zgodbe ali gradnji pomena? Ja, mislim, ta razstava tehnično ni zdaj interaktivna v tem smislu, da imajo ljudje možnost premikati stvari ali pa igrati videoigro. Mogoče, če nas skrivaj premaknejo kakšno figurico, no se lahko. No. Ampak pri mojih drugih praksi pa se aktivno ukvarjam z videoigro kot umetniški medij. Ne. In se mi zdi, da videoigra je zelo zanimiv medij zaradi tega, ker se na nek način sliši zelo mogoče asocialno, ampak se mi zdi, da lahko omogoča globoko empatijo lahko z njo vzpostaviš močno empatijo obiskovalcev oziroma igralcev s tem, da mu daš kontrolo nad umetniškim delom. Daš mu kontrolo nad narativo, nad nekim igralcem, elementom, playerjem v tej videoigri in s tem se mi zdi, da ljudje imajo občutek oziroma nekako podzavestno tako čutijo nek drugačen odnos do tega umetniškega dela. Veliko je govora in kritik
Veliko govora in kritik glede umetne inteligence v umetniškem svetu, pa njenega vpliva na pravice umetnikov in ustvarjalnost. Kakšne priložnosti ali nevarnosti pa ti opaziš glede umetne inteligence? Ja, mislim, sem zelo kritičen do umetne inteligence, glih zaradi tega, ker neke vrste ni bila ta tendenca in učenje teh generatorjev umetne inteligence, še posebej vizualnih, niso bili izpostavljeni z pravicami umetnikov. No. In zaradi tega se mi zdi zelo problematično, če se uporabljajo neki vizualni, generative AI za vizualno umetnost, zaradi tega, ker pač je bilo uporabljenih milijone fotk za te database in pač umetniki niso bili kompenzirani za to in tudi niso referirani oziroma njihovo avtorstvo ni omenjeno. Ne? Ampak vseeno pa vemo, da so pač uporabljene. Ne? In zaradi tega čutim velik problem pri tem in na neki način potem upaš, da se bo mogoče ta nek hype ali pa da bodo te stvari malo propadle, ampak na nek način pa sem tu sam globoko zaobjet v to in dostikrat pač uporabljam tudi razen ChatGPT za nek lažjo raziskovanje, učenje, tako vsi zdaj trenutno. Ja. Kar je pač malo žalostno, ker je pač neka antiteza ali kaj, ampak ne vem, there's no ethical consumption under capitalism. Stav je del vsak dan, ja. Težko se ga iznebiti. Točno to je. Še posebej, če se pač ukvarja z stvarmi, ko se tudi jaz ukvarjam, kot grafično oblikovanje, pa neka interaktivnost, to je pač to del vsak dan. Sem tudi že kdaj uporabil kakšne AI-je pri svojem delu, ampak na nek bolj, upam, da ciničen, kritičen način. Ja. Pa gostoval si tako ne samo v Sloveniji, tudi v tujini, tudi v New Yorku. Bi lahko komentiral ta vidik ustvarjanja? Se pri nas počutiš glede tega kaj utesnjeno, v smislu zaradi majhnosti, omejenega trga v primerjavi s tem, kar je zunaj? Mislim, nimam še zdaj ful nekega razpona v tujini, to v New Yorku je bila na enem festivalu predstavljena ena publikacija, v kateri sem sodeloval, tako da jaz nisem nekega aktivnega odnosa s tem, ampak je pa pač neka referenca. Sem pa zdaj letos razstavljal Saro Bezovšek v Berlinu, kakor bom tudi sem razstavljal lani v Zagrebu pa v Puli in na nek način, ja, smo malo bolj bogi tukaj v smislu neke komercializacije umetnosti, v smislu, da je lažje v tujini se spostaviti kot nek mogoče komercialna entiteta, kot umetnik, v smislu, da lahko lažje od tega živiš. Je pa res, da je neka socialna podpora od države glede razpisov pa to zelo močna, no, glede na druge države. Tako da smo na nek način, če si dober, pa če se znaš postaviti na pravo pozicijo, privilegirani tudi v Sloveniji glede tega. No. Se mi zdi, da imamo kar kvalitetne razpise in kar vredo podporo od države. No. Ja, se izboljšuje v bistvu, ali pa? Ja, mislim, da je glede kulture, recimo trenutna vlada, kar vredo. No. Nočem zaiti v neke te specifike, no, politike, lahko bi, no, ampak ja, mislim, da ni tako slabo. No. Ampak je pa v tujini, če pa recimo si nek slikar, moderni, contemporary slikar, pa se ti splača iti v tujino, se posebej zaradi tega, ker pri nas ni nekega direktnega art trga. Ne. V tujini pa obstajajo galerije, ki se direktno ukvarjajo z prodajo umetnosti na dosti višji ravni kot pri nas. Si tudi VJ. Kateri bi bil koncert, na katerem bi ti zaupali sceno? Iz mojega, kaj si bi najbolj želel? Ja, mislim, zdaj že po pravici povedano, da sem že malo upokojen od VJ-anja, glih zaradi tega, ker se malo bolj koncentriram na bolj intermedijsko umetnostjo, glede razstav pa tega, ampak ne, mogoče kakih 100 gags ali kaj tako, zelo všeč je. Okay. Ja. No, super.